podbreške gospodinje in podbreški kmetje, tisti, ki pridelujejo sestavine za podbreško potico, smo se skupaj z Kulturnim društvom Podbrezje, Tabor, združili v interesno skupnost. In ta interesna skupnost zdaj skrbi za to, da so vse gospodinje, da se sproti izobražujejo, da pravilno po vseh pravilnih receptih pripravljajo sestavine in tudi spečejo potico. Kmetje so pa tisti, ki pridelajo od suhih krhlov, jabolk, hrušk, tudi tepke, ker je sestavina nadeva tudi mleko, potem mleko, surovo maslo, kislo smetano, torej jajca, kokošja jajca, tudi med je pri eni sestavini, pri enem receptu zraven. Torej vse te stvari so te, ki so pridelane v podbreškem območju. Drugi del je pa, torej to, glede na to, da gre za tradicionalni recept, se pripravlja tudi celotna specifikacija za to, da se izdelek prijavi na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Podobno tako kot ima Slovenija že od decembra lansko leto potico s 5 nadevi, so tukaj 3 novi nadevi. Eden je samo iz krhlov suhih jabolk, drugi je iz krhlov suhih hrušk viljamovk in tretji je kombinacija suhe tepke in krhlov suhih jabolk. Tako da to delo še ni zaključeno, ravno tako pa tudi podbreška potica mi pišemo z veliko, zato ker to je znak, blagovna znamka, ki se prijavlja na Uradu za intelektualno lastnino. Torej, ta izdelek ni samo, torej to je zdaj v trenutnem tem, sicer je pa to ustno izročilo in kulturna dediščina. Vse je podbreško, vse je domače, a ne? Od mleka, smetane, putra, moka, pirina smo jo dodali, ki jo tudi predelujemo, pa seveda vse krhle, to tudi je čisto podbreško, no. Kako ste se pa pripravljali na tekmovanje? Ja, malo smo se zmenili, kera bo sodelovala zraven, a ne, in pa so pa ženske bile takoj za to, da bi poskusile, sicer ni tako lahko speči, kakor smo mislili nekaj, da bo, a ne, ampak smo imeli eno probo, pa je bilo, pekle smo pa vsaka na svojemu domu, a ne, vsaka posamezno, ni šlo drugače, ker nimamo takega velikega prostora, ki je, da bi lahko skupaj delale. Malo smo se povezali, 2 pa po 2 včasih pa sam ena, a ne. No, pa smo imeli eno degustacijo že tle, k nam je gospa Marlena Skvarča prišla probati, pa posvetovati, kaj naj bi še popravili, da bi bilo boljše, a ne. In smo se tega tudi malo držali. Upam, da nam je zdaj uspel, ne vem. No, zdaj bo pa ocenila žirija, kako nam je ratal. Strokovna žirija, ki so jo sestavljali priznana senzorična ocenjevalka živil magistra Marlena Škvarca, dobitnik nagrade za življenjsko delo gostinstvo Franc Jezeršek in šef v Vili Podbin Uroš Štefelin je ocenila, katero potico bodo jutri prodali na dobrodelni dražbi. Vse potice, ki bodo dobile odlično oceno na tem ocenjevanju, bodo lahko na dražbi. Torej na dražbi ocenjujemo, da bo večji del teh potic, lahko pa da tudi ne. In te potice bo v soboto ob 19. uri, ob 7. popoldne oziroma zvečer, dražba z dobrodelnim namenom. En dobrodelni namen je, torej poiskalce ni treba iskati, zato ker ljudi, ki so potrebni pomoči, je veliko, vendar ta trenutek je tako narejen. Starejši gospod, ki težko shaja in ima ta trenutek probleme z pralnim strojem, se mu bo kupil pralni stroj in drugi del gre za nadobudnega mladega šolarja še, ki trenira, ki igra harmoniko in to harmoniko je po znanju in po starosti že prerastel, tako da bomo sodelovali tudi pri nakupu nove harmonike. Torej, to sta te 2 dobrodelna namena. Na dražbi bodo ne samo te podbreške potice, ki bodo prešle pozitivno ocenjevanje, ampak tudi še drugi izdelki iz prehrane, ki jih napečejo gospodinje, ki pa niso v tej družbi, interesnem združenju, ampak znajo plesti pletenice in vse sorte različne sladice, slaščice in tako. Tako da ocenjujemo, da bo jih dobrih 30 izdelkov, ki bodo predstavljeni in tudi podraženi oziroma prišli dražbo, bo vodil vrhunski, zelo poznan ocenjevalec, dražitelj
iz Tržiča, tako da sem prepričan, da bo izkupiček zelo dober in da bomo lahko pomagali tema dvema, kot sem jim povedal.